Kako veš, da te čaka zelo zanimiv dan? Preprosto. Ko se zjutraj znajdeš v AMZS-jevem centru varne vožnje na Vranskem s takšnimi ključi v rokah. Ok, vsi BMW-ji tudi niso ravno za dol pasni, ampak če ključ odpira vrata takšnega stroja, no tako veš, da bo dan ok. Ampak kaj ne sploh povem o BMW-ju M2? Lahko naredim klasičen test in vam povem, da je dejansko dovolj udoben, da se z njim lahko peljete nekam daleč, da tukaj za volanom vse štima, da je motor zelo zmogljiv, ampak to je dolg čas. Lahko pa povem, da se ESP oziroma po BMW-jevo DSC da popolnoma izključiti. Saj veste, zakaj je to pomembno, a ne? M3 in M4 sta tako zelo zmogljiva in tako hitra, da moraš biti najmanj Luka Marko Groša, da z njima uživaš. Evo, jaz nimam njegovih vrlin, pa M2 z lahkoto držim na počes. Končno spet en M, ki gre takoj v drifting, ni težko nadzorovati. Čakaj, poskusim eno vinkše počes preleteti, da ne bom samo krogov nabijal. Ok, se moram malo umiriti, ker poligon je dejansko namenjen izobraževanju, to ni dirkališče. Je pa res, da samo tukaj res varno lahko določene stvari preizkusim. In ker vedno pravim, da M2 ni tako brutalno hiter, da bi te bilo ves čas strah, preden kdo pomisli, da ni hiter, je. In to zelo. Sam bi sicer raje imel ročni menjalnik, je pa s tem dejansko tole še lažje. Leva noga na zavoro, desna na gas. Štir 3 do 100, no, to ni počas. Ok, moram še enkrat. Sam še. M2 bi tole lahko počel ves dan, jaz pa tudi. Mogoče je vsem bolj fino, da se umirim, pa dejansko kaj pametnega v avtu povem, a ne? M2 izgleda res brutalno, pa se ga vidite, sploh v tej barvi vsi dodatki res pridejo do izraza. Manjši je in šibkejši od M3, okrog 50 konjičkov manj moči ima, je pa podvozje bolj ali manj vzeto kar iz večjega brata. No in da je vse skupaj obvladljivo, je M2 od klasične dvojke širši za 8 cm. 8! In 3-litrski šestvaljnik se sploh ne zdi prisilno polnjen, tako zelo odzivanje. Zdaj pa grem, ker začenjajo s treningi varne vožnje. Preden zaključim še tole. Na cesti je lahkoten, sploh ni pretrd, zlahka ga lahko posodite tudi svoji boljši polovici za v trgovino ali pa greste z njim na dopust. Sedeža sta dovolj udobna in lepo objamete hrbet, nimam pripomb, v bistvu je super. Evo, pa sem dal za konec še nekaj uporabnih podatkov. Za dobrih 60 ur je v tem trenutku tole eden najbolj zabavnih avtomobilskih nakupov. Kdo bi si mislil, da bo najmanjši, najcenejši M dejansko najboljši? A ja, še to. Ga je zadnjič prišel pošpegat sosed in je rekel, da mu je neverjetno lep, ne glede na kot, s katerega ga gleda. Na povabilo za vožnjo je pa rekel, hvala, ampak ne, ker bom bruhal. Ne vem, odkot ve, da je M2 zelo hiter, ampak človek ve.